V glasbenih minutah pa danes gostimo pevko Majo Založnik in Tilna Majriča, ki boste z vami delila tudi recept za pripravo francoskega rogljička. Dobro jutro želim obema. Dobro jutro. O receptu malo kasneje, še prej pa bi vaju radi ljudje spoznali. Maja, vas smo spoznali v šovu Misija Eurovizija. Tilen, vi pa pripadate glasbeno-producentski ekipi Sweet Pig. To pomeni, da delujete iz ozadja ali kako? Tako, mi smo v bistvu tisti, ki delamo glasbo, potem povabimo pevko k sodelovanju in potem vse skupaj potem tudi izdamo tako. In najnovejši izdelek se imenuje Le Croissant. Tako, Le Croissant ali francoski rogljiček. Ja. Kako ste prišli z Majo skupaj? Kako je prišlo do te navezave? V bistvu je tako, da je Mario, to je naš komponist in tudi nekako edini oče produkcije, iskal pevko za svojo prvo skladbo, ker so pred tem Le Croissantom so z Majo že snemali en komad. Je iskal po YouTubeu, malo je gledal po teh socialnih omrežjih, zasledil eno debato, kjer so govorili o Maji in jo potem tudi kontaktiral, če je bila pripravljena za sodelovanje. Tako je potem to tudi nastalo, da smo zdaj že tudi z drugim komadom. Maja pa se verjetno ni preveč upirala, seveda ne za vsako dobro priložnost. Res je, rada sodelujem z drugimi glasbeniki in mladimi ustvarjalci in mi je bilo izziv še sodelovati z eno mlado ekipo. Smo se spoznali in smo prvo posneli You Set pesem in pa zdaj tega slastnega rogljička. Recept za njega je kakšen? Tilen. Kakšen je recept za ta francoski rogljiček? Če se omaknemo od tistega klasičnega pekovskega recepta, je predvsem dobra volja, ljubezen do življenja, ljubezen do glasbe, do malenkosti. Čisto Francija, Azurna obala, Pariz, vse to, kar to zajema, je tu nekako v tej skladbi zajeto in to je žareva ta skladba. Ja, kako izgleda to v skladbi? In v sliki pa si poglejmo zdaj. Maja Založnik ter Sweet Pig Le Croissant. Thank you. Hello? Hello. One croissant, please. Moment. Le croissant, please.
Maja Založnik in Sweet Peak, skladba Le Croissant. Zdaj smo videli, nekje pri sredini smo se ustavili, ne? Kakšno je nadaljevanje, kakšen je konec? Konec je srečen, kdo bi si mislil. Ja, ne, zanimivo. Nadaljevanje je tako, da v bistvu mi pridemo nazaj v našo pekarno z vsemi sestavinami, spečemo ta francoski rogljiček, ga ponudimo Maji in s tem lahko ona podoživi te njene spomine, o katerih dejansko opeva besedilo o tej Franciji, o njeni ljubezni tam vsem skupaj in s tem pač, ko ona ta rogljiček poje, se pa tudi na koncu v spotu se vidi, da pokliče potovalno agencijo in naroči karto za Pariz. Lepo, da ste vključili kar nekaj lepot Slovenije, Škofjo Loko, Veliko planino. Velika planina, Celje, stari del center. Stari del, ja, Celje. Tako da pekarna Geršak je tudi pekarna je bila, v kateri smo snemali. Tako da potrudili smo se, da malo tudi pokažemo Slovenijo z njenih lepih strani. Ni v navadi vse pri slovenskih glasbenikih v zadnjem času, da se potrudijo za video spot. Vse, kar je narejeno iz koncerta ali pa tako, ne? Po domače na hitro, samo da se nekaj vidi. Ne? Ja, res je, mi smo sodelovali z ekipo Fame and Flame in smo zelo zadovoljni, ker smo hoteli en kvaliteten posnetek. Res, da je ceneje, neki na hiter, ampak se pa splača včasih dati malo večji vložek in imeti res kvaliteten izdelek in se z njim tudi pohvaliti. Vsi tisti gledalci, ki bi ga radi videli v celoti, si ga lahko ogledajo na YouTubeu, tam pa ima po enem mesecu. Toliko je namreč video spot star ogromno. Mesec dni nekje za na YouTubeu, mogoče 2 dneva preko, skoraj 70,000 ogledov. Kar je za slovenske razmere zelo, zelo veliko. Zelo smo ponosni. Kaj si obidate v prihodnosti? Še kakšno sodelovanje? Vsi delate zase? Bo še kaj skupaj? Definitivno še bo. So že ideje, smo že nekaj brainstormali tudi za kak nov hud plesni komad. Mogoče ne v tej francoski smeri, ampak definitivno po modernih trendih glasbe, tuje glasbe, kar je tudi nekakšen cilj in želja tujina za vse nas, slej ali prej. Sicer pa mi smo ravno kar posneli novo skladbo za Almo Merklin, punco, ki je bila na X Factorju, mislim, da 4. ali 3. 4. mislim, da. Tako da se veselimo, izide naslednji teden. Tako da vsi bomo lahko to videli maja, z Urošem Peričem. Je nastala ena skladba. Povabila sem Uroša v sodelovanje, moj avtorski komad je, Uroš je dal nekaj sebe zraven, imenuje se Sweet Sugar Honey, zdaj tudi je šel 2 tedna nazaj in je kar na radijskih postajah. Planiram pa tudi video spot, da se posname. Torej, veliko se bo še govorilo, pisalo in slišalo o vas. Hvala obema za obisk v studiu. Hvala tebi. Hvala.